V nedeljo 1. junija zvečer je bil v Medvoškem domu kulture izjemen večer posvečen predstavitvi slovenske zamejske kulture, ustvarjanja in zgodovine. Predstavili so se nam kulturniki iz Križa pri Trstu ter svojim nastopom kronali več kot 10-letno uspešno sodelovanje krajanov Križa s člani jadralnega kluba Kermar Črnuče, ki svoje jadralne dejavnosti izvaja na Zbiljskem jezeru. Dolgoletno sodelovanje se je rodilo v Križu pri Trstu, kjer ima jadralni klub Kermar tudi svojo začetno točko. Če ne bi bilo ribiškega muzeja in ne bi bilo Frankota Košute, pa če ne bi bilo vseh teh povezovanj z temi našimi Kržani, ne bi bilo niti našega kluba, ki se je povezal takrat, z jadralnim klubom Čupa iz Sesljana, ker je veliko Kržanov tudi deluje kot člani upravnega odbora, kot tako ali drugače, so prisotni v tem klubu, pomagajo in tako naprej. In pač je bila to neka spodbuda, da smo mi se začeli pogovarjati o tem, kako bomo ustanovili jadralni klub, in ustanovili smo ga s pomočjo jadralnega kluba Čupa. In če gremo pogledati dol na Zbiljsko jezero, tam boste videli, da imamo šolske jadrnice Optimist, kjer piše Čupa gora. In po dolgoletnem športnem sodelovanju je ob lanskoletni zbiljski regati tudi o pogovoru z medvoškim županom in slovensko zunanjo ministrico prišlo do ideje, da se v Medvodah predstavi slovenska zamejska kultura. In v tej zgodbi smo se pač odločili, glede na to, da smo se pogovarjali o vseh teh zamejskih zgodbah, in da bomo pač nekaj naredili. In v tem kontekstu, da bomo povabili te naše rojake sem, da se oni predstavijo s svojimi, po svojim življenjem, svojim programom, svojimi idejami in svojim načinom življenja, ki so za nas kot nekaj mogoče nepoznanega, da se pravi, in smo želeli to predstaviti pač tudi v tem prostoru. Tako so letos člani Kermarja tudi s pomočjo Ministrstva za Slovence po svetu in medvoškega razpisa za prireditve v Medvode privabili 2 pevska zbora in vodjo ribiškega muzeja Tržaškega primorja, da so predstavili svoj kraj tako skozi pesem kot tudi skozi predavanje. Franko Košuta pa ni predstavljal samo muzeja, ampak je z izjemno pripovedjo orisal tudi razloge za obstoj slovenstva na Tržaškem. Mi moramo biti pokončni Slovenci, ker drugače nas bi burja odnesla. Zato pa moramo kulturno sodelovati vsi skupaj, kajti kultura plemenjuje dušo. Da Križ je imela 1800 ljudi, torej iz tega humusa je nekaj tudi prišlo ven. To je. Zato, ker če vas bi imela recimo 100 ljudi ali pa 150, bi bilo malo težko. Franko Košuta je eden od največjih poznavalcev slovenske pomorske tradicije, ki jo z veseljem predstavlja ne le v Križu v muzeju, ampak tudi širom Slovenije po različnih dogodkih. Naše poslanstvo je to, da osveščamo širšo javnost v Sloveniji, da smo mi Slovenci pomorski narod, da imamo 1000-letno pomorsko kulturo in da smo mediteranski narod. Veste, Slovenci so zagledani v hribe in kažejo hrbet morju. In mi zdaj počasi jih obračamo tako, da bojo tudi malo morja vedeli za Slovenci. Izjemno poznavanje tematike vedno navdušuje poslušalce. Tudi sam pa vse bolj spoznava, da različne digitalne oblike opisovanja in predstavljanja ne morejo nikakor zamenjati osebnega stika. Mi Slovenci premalo sodelujemo, mi premalo smo skupaj, zato pa najboljši stiki so to nobena platforma, noben tehnični napredek, pa tudi umetna inteligenca ne bo tega zmogla. Nego naše, tako kako sva jaz in vi sedaj, to je ta pravo sodelovanje in ta pravi obisk. V kulturnem programu sta se nam predstavila moški pevski zbor Vesna in ženski pevski zbor Kriške ribice. Oba iz Križa in oboji so pravi ambasadori kulturnega povezovanja ter živ dokaz, da slovenska pesem živi in raste tudi onkraj meja matične domovine. Izbor pesmi je bil lokalno obarvan, je nastal kot ustvarjanje domačih lokalnih avtorjev in je fantastično zvenel v njihovi lokalni govorici. Kriške ribice so v eni izmed pesmi slavile tudi lokalno slovensko šolo. Če se vsega rad učiš, pridi k nam na šolo v Križ, pa boš znal še slabo miš, če obiščeš Križ. Šola si, naša si, Križka fakulteta, vsak zato kliče ti. Pevke pevskega zbora Kriške ribice pa niso samo odlične pevke.
Ampak ne le doma, temveč tudi na prireditvah v Križu pokažejo svoje spretnosti. Nekatere od nas so tudi jadralke, torej jadrajo. In potem pa seveda dobra kulinarika, pripravljamo dobre recepte tako iz takih bolj cenjenih rib, kot tudi iz manj znanih ribic. Pripravljamo razne domače recepte in pa imamo tudi nekatere tradicionalne sladke jedi. Tudi kriški pevci so peli lokalne pesmi, vendar pa je veliko navdušenje požela znana pesem dveh primorskih avtorjev, ki jo peva solinarstvo. Zbora sta za skupno zadnjo pesem izbrala pesem, ki že 81 let vzbuja domoljubna čustva pri vseh Primorcih. In v drugem delu pesmi vedno stolo dvigne poslušalce in tudi v Medvodah ni bilo drugače. Pevci obeh zborov vas vabijo, da jih obiščete v Križu na dveh dogodkih, ki bosta še bolje predstavila njihovo kulturo in turizem. Toplo vabljeni vsi od 10. do 14. julija na dvorišču doma Alberta Sirka v Križu. To so naši lepi poletni ribiški dnevi. Za konec poletja pa po nekaj letih ponovno oživljajo etnološko prireditev. 31. avgusta, to je zadnja nedelja v mesecu, kjer bomo zopet po nekaj letih imeli našo kraško ohcet v naših izvirnih in dragocenih narodnih nošah. To je prav paša za oči. Vsako soboto pa je za individualne obiskovalce odprt ribiški muzej Tržaškega primorja, po katerem vas bo, če boste imeli srečo, popeljal Franko Košuta. Jaz se priporočam, da vsi tukaj, ki smo v Medvodah ali pa v sosednjih vasih, da pridejo obiskati ali naš muzej. Kajti še enkrat ponavljam, za slehernega Slovenca, za slehernego Slovenko ima tole veliko valenco. Naš majhen muzej, samo 92 m2, ampak z njim dokazujemo, da smo Slovenci pomorski narod, da imamo tisočletno pomorsko kulturo in da smo mediteranski narod. Jadralci kluba Kermar so z dogodkom dokazali, da lahko jadra kulture in prijateljstva razvijajo tudi zunaj regatnih pol in da so najlepša potovanja tista, ki nas pripeljejo bližje ljudem.